Prostovoljsko delo sodobnega časa je več kot zgolj pomoč ljudem v stiski. Predstavlja namreč socialni kapital, ki ga v sodobnem svetu vse bolj izpodriva finančni kapital s svojimi zakonitostmi, ki ogrožajo velik del članov skupnosti. Pomeni solidarnost, angažiranje posameznika za dobrobit skupnosti, večji občutek varnosti v svetu socialne negotovosti. V domu Danice Vogrinec Maribor je prostovoljska služba vzpostavljena že 28 let. Letos je aktivnih 109 prostovoljcev. Med njimi mi jih nekako tako imenujemo dijaki prostovoljci pa odrasli prostovoljci. Odrasli prostovoljci so pravzaprav prostovoljci, ki so po statusu upokojenci ali pa aktivni iskalci zaposlitve ali pa nezaposlene osebe, ki želijo nekaj narediti zase in hkrati tudi za naše stanovalce, ko prihajajo k nam. Teh je 26, razlikuje se tudi po številu prostovoljskih ur, ki jih opravijo pri nas, in sicer nekateri prihajajo celo 3-krat na teden po 4 ure in imajo potem povrnjene potne stroške in toplo malico. Vesna Hren je prostovoljka že 3 leta. Prvo sem delala kot družabnik, javna dela, in nato sem se odločila tudi kot prostovoljstvo, zato ker dejansko smo se z ljudmi povezali in to pač nadaljujem. To me veseli. Dela me polno energije, veseli me delo z ljudmi, in ko vidiš te nasmejane obraze vsakokrat, ko prihajaš, pač večji del so druženja in skupna doživetja, petja, sprehajanja. Glavni pomen njim je, da se z njimi pogovarjaš, da se z njimi, kako rečeš, nasmejiš, in pač to je to. Kaj bi vi povedali o gospe Vesni, zakaj je pomembno, da prihaja? Pomembno mi je zelo to, ko prihaja k meni in pridna, in zelo rada poslušam, kaj mi ona pove in kaj se pogovorimo, to med nama ostane in še bi rada, da bi še več bila. Prostovoljci meni dosti dajo. Se razvedriš, pa tak, pa se razumemo, rada jih imam, ne? Jaz sem prostovoljec že od nekoč, že od otroštva. Stalno sem pomagal, nisem nikomu odmagal. In zato je pomembno, da pridejo, ne. Ker če ima nekdo veselje do nečesa, on ga opravi, brez denarja, brez vsega, ne. Cilji prostovoljstva v svetu so poleg družabništva in zmanjšanja občutka samote sicer med drugim izkoreniniti skrajno revščino, doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma, zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje prebivalstva in varovanje okolja. Ne poznam pravega odgovora, vem pa, zakaj vztrajam v tem. Zato, ker ko prideš recimo sem v dom, pozabiš na slabo voljo. Stopiš noter, te vsi z veseljem pozdravijo, sprejmejo z nasmeškom in moraš vrniti nasmešek in tudi dobro voljo. Se pravi, ni samo neko dajanje, kot si ljudje predstavljajo, da v prostovoljstvo predvsem daješ, tudi zelo veliko dobiš. Za koliko ljudi skrbite recimo tako v enem dnevu, ko pridete sem v teh koliko 4 urah? Ja, v 4 urah za 3 gospe imam kot varovanke. In grem za vsako kar nekaj časa, da se malo pogovorimo, malo podebatiramo. Sicer so takšne gospe, ko recimo ne grejo ven, pol se usedem k njim pa debatiramo. In vsak teden enaka skupina ali se menjava? Vsak teden enako, ja. Zanimanja za prostovoljstvo je v domu za starostnike toliko, da so zainteresirani na čakalnem seznamu. Prostovoljstvo pa ponuja tudi dokaz, kako dobri zgledi vlečajo. Imam hčerki stari 13 in 8 let in obi dve že v osnovni šoli delata kot prostovoljki pri Rdečem križu, kot simbioza, pomagata starejšim, dosti se naučita, dosti novega, kaj dejansko pomeni človeku pomagati, tudi mogoče samo z kakšno besedo ali dotikom rok, je tudi brez plačila. Tak, super.